Tole je bilo že omenjeno je bil tudi tsunami, s čimer se prav zelo dobro strinjam. V kakšnem okviru se gibljamo v zadnjih nekaj letih? Tole je samo mali izsek strateškega in zakonodajnega okvira, v katerem se gibljamo, v katerem skušamo določene cilje izpolniti, določene zaveze in tako naprej. Pravzaprav se je vse začelo že tam recimo z agendo 2030 Združenih narodov, je sledil Pariški sporazum, potem se je pa Evropska unija odločila, da bo prevzela vodilno vlogo v globalnem okviru in postala prva podnebno nevtralna celina do leta 2050. To je bil ta Evropski zeleni dogovor. In ta dogovor seveda je sprožil potrebo po oblikovanju številnih dokumentov, strateških načrtov na najrazličnejših ravneh. Tule je samo nekaj najizrazitejših navedenih. Seveda bi lahko dodali tudi uredbo o gradbenih proizvodih, o okoljsko primerni zasnovi, akcijski načrt za krožno gospodarstvo in vse kakšne zraven sodi. Stavb se seveda posebej tiče val prenove. V vseh ostalih tukaj navedenih dokumentih pa tudi najdemo posamezne komponente, ki se seveda dotikajo stavb, njihove gradnje in pa njihove prenove. Zdaj, zakaj je to pomembno? Na več stvari bi upozoril. Prvič, ti cilji, ki si jih zastavljamo v smislu recimo rabe energije, emisij in podobno, se seveda nanašajo na celotno družbo, na celotno gospodarstvo. Stavbe so del tega, zelo pomemben del in zato seveda tudi na tem področju iščemo rešitve, kako pravzaprav tem zavezam ugoditi, namernoma sem rekel ugoditi. Namreč v tem hipu je ocena, da je približno 3/4 Evropskega stavbnega fonda energetsko neučinkovitega, ko govorimo pa o razogličenju, o problemih z emisijami, surovinami in tako naprej, se moramo pa zavedati, da tudi v tem trenutku Evropa še vedno približno 75% odvisna od uvoza fosilnih goriv. Prvič je samo po sebi to problem, drugič je pa problem to, kaj se nam dogaja recimo v zadnjih 4 mesecih. Ko še ta fosilna goriva predstavljajo problem in vsi tisti načrti, ki smo jih imeli o razogličenju, o prehodu na zelene vire in tako naprej, če ne drugega vsaj zastanejo, kot je tule desno spodaj napisano, definiramo prehodne zelene vire, na novo odpiramo oziroma zaganjamo termoelektrane in podobno in podobno. Skratka, skušam biti malo provokativen in izraziti nek mali dvom, da smo včasih morda preveč ambiciozni pri teh ciljih. Zakaj? Ker ko se izkaže, da imamo nek zaostanek, da je recimo prenova stavb teče prepočasi, potem rečemo, zdaj moramo pa v naslednjih toliko letih zadevo pospešiti. Na mesto 3%, 4,5%, 5%. In se vrtimo v nekem začaranem krogu. Tako da zadeve niso povsem enostavne in ko se neko začaran krog, seveda krožno gospodarstvo naj ne bi bil tak začaran krog, je pa trenutno tudi še zagata, namreč odvisno kateri vir gledamo, ampak nekje okrog 10% virov, surovin, proizvodov v končni fazi v takih drugačni obliki se vrne nazaj v nov življenjski krog. Kar z drugimi besedami pomeni, da v tem trenutku 90% stvari še vedno postane odpadek po koncu življenjske dobe. In tu je tudi seveda izjemno velik potencial in zato že lep čas ne govorimo več samo o rabi energije, ampak govorimo o emisijah, govorimo o izkoriščanju oziroma rabi surovin in tako naprej. In zato je tudi meni osebno bolj všeč izraz, ki ga je tudi Vlada omenil, zeleni prehod, ne pa zelena rast. Ker čim nove vire uporabljamo za karkoli pač, s tem seveda spet sprožimo ta začarani krog. Ampak dovolj o tem, nekaj besed o razogličenju, ki je tisti buzzword, kot se reče, tudi v stavbnem sektorju. Skratka, vse emisije toplogrednih plinov, poleg CO2, metan, dušikov oksid, F pline, tako imenovane,
poenotimo na skupni imenovalec nekega ekvivalenta in jih skušamo seveda primerno ovrednotiti in izračunati. No in zato so stavbe tu pomembne, ker v svetovnem merilu prispevajo približno 39% emisij. O številkah ste že več slišali, pa tudi v nadaljevanju boste, zato jih ne bom preveč navajal, bi pa opozoril na tole razliko. Približno 11% teh emisij je povezanih s proizvodnjo gradbenih materialov in ločiti moramo med operativnimi emisijami, to so tiste v fazi uporabe stavbe, in pa vgrajene emisije, izbira materialov, pridobivanje materialov in tako naprej. In kaj se zgodi? Bolj ko stavbe v energetskem smislu izboljšujemo, torej ko postajajo skoraj nič energijske in tako naprej, bolj se seveda operativne emisije znižujejo in relativni pomen teh vgrajenih emisij postaja toliko večji. In v prihodnosti seveda štejemo, da se bodo te vgrajene emisije, da bodo predstavljale večino oziroma večji del emisij, zato je prav, da se jim že v tem trenutku posvetimo. Kako to zgleda oziroma kje so vse te emisije? Tole je življenjski cikl stavbe. In preko celega tega cikla teče tudi krog emisij toplogrednih plinov oziroma rečemo po domače kar emisije ogljika, torej od zibelke do groba. No, ampak te emisije so sestavljene iz različnih komponent. Ene so za fazo proizvodnje in fazo gradnje, to je ta začetni ogljik oziroma začetne emisije, potem imamo emisije na koncu, pa vmes nastopajo tudi nekatere druge. In tu, kar je z rdečim obkroženo, to je pa ta dvojica, ki sem je ravno kar omenil, kjer se razmerje bistveno spreminja. Torej emisije iz faze uporabe stavbe, pa vse tiste ugrajene emisije, na katere smo še pred leti pozabili, oziroma niso bile niti relevantne. To zdaj skušamo seveda spraviti tudi pod nadzor, da tako rečem. Prenova zakonodaja je bila že omenjena, res so bili včasih luštni časi, imeli smo tisto direktivo 2 ali 3, pa smo se ubadali z njimi nekaj let, prenašali v naš pravni okvir in tako naprej. Danes se seveda to dogaja z veliko večjo hitrostjo in tudi ravno ko osvojimo vsebino neke nove direktive ali pa spremembe, pride že do novih. Tole je omenjeno samo tisto, kar se nanaša na razobličanje in je tudi že kolega Vlado omenil, torej od leta 2040 dalje je predlagana gradnja le nič emisijskih stavb. Torej še dobro nismo ugotovili, kako priti do skoraj nič energijskih stavb, imamo zdaj že nič emisijske stavbe. In podobno govori tudi predlog direktive o energetski učinkovitosti, s tem, da ta malce bolj široko ali pa strateško, administrativno obravnava to področje in se predvsem fokusira na javni sektor, nakupe novih stavb, manjši ogljični odtis in podobno. No in zadeva, ki se pojavlja kot skupni imenovalec tudi pri vseh tistih dokumentih, ki sem jih prej omenil, je pa Evropski okvir Levels, po katerem ne bi se tudi ogljični odtis stavb izračunal. To se pravzaprav že dogaja. Nam se zdi mogoče še, da imamo dovolj časa, da se bo to že nekako samo od sebe zgodilo, ampak nekatere države so že v svoj pravni red uvedle izračun ogljičnega odtisa ali pa vsaj nek način obravnave tega odtisa. Torej, poenostavljena metoda LCA ali pa celo določitev mejnih vrednosti v bližnji ali daljni prihodnosti. In tule spodaj je primer Danske, ki je te vrednosti že vnesla v svojo prakso skozi nacionalno strategijo za trajnostno gradnjo izpred enega leta. Spodaj so pa številke za Slovenijo, kako so bile določene na podlagi baze energetskih izkaznic, kakšne so podrobnosti predpostavke, si ko ste prebrali v članku. Jaz bi samo upozoril na ta kar velik razkorak med mejnimi vrednostmi, ki jih recimo postavlja Danska, pa tem, kar je tudi pri naprednih stavbah trenutno v Sloveniji realnost. Torej, gre za kar nekaj razredov razkoraka v ogljičnem odtisu. Omenil sem Levels, čisto na kratko, gre za enoten evropski okvir za načrtovanje in gradnjo trajnostnih stavb z mislijo na celoten življenjski cikl stavbe.
in tole je samo povzeto, v katerih dokumentih vse se nahaja oziroma omenja, oziroma ki je pravzaprav tudi predpisana uporaba tega okvira. Poudariti velja, da to ni certifikacijska schema, kot so recimo DGNB, BREEAM, LEED in podobno, lahko pa seveda države po želji na tej podlagi svojo lastno schemo tudi zgradijo. Slovenske kazalnike trajnostne gradnje gradimo prav na tem vzoru, torej na sistemu Levels, v okviru projekta Life Care for Climate, z kolegi Zavoda za gradbeništvo in seveda tudi okrilje Ministrstva za okolje in prostor. In tole je navedena schema kazalnikov, ki jih predvideva Levels in jih predvidevamo tudi mi v končni fazi v slovenskem sistemu. In kot vidimo, tale kazalnik 1,2, potencial za globalno segrevanje v življenjskem ciklu, je tisti, ki dejansko govori o razogličenju stavb oziroma o njihovem ogličnem odtisu. Zakaj Levels oziroma ravni? Zato, ker obravnava nekako življenjsko pot stavbe v logičnih korakih od faze idejne zasnove preko podrobnega načrtovanja in gradnje do faz po zaključku gradnje, ko preverjamo pravzaprav, kaj se je zgodilo, kakšni so rezultati naših predhodnih prizadevanj. Potencial za globalno segrevanje v življenjskem ciklu je torej kazalnik, ki je tisti, ki obravnava emisije, ogljični odtis oziroma izpuste toplogrednih plinov. In to je tisto, se pravi, izračun tega kazalnika, čemur navadno rečemo ocena ogljičnega odtisa. Seveda gre vedno za določeno oceno, težko je v pomanjkanju podatkov in tudi mogoče malce nerodnejših orodjih zagotovi, da je to prav točna dokončna številka. Je pa to seveda samo eden od tistih okoljskih učinkov, ki so rezultat LCA analize. Verjetno veste, da jih je še veliko več. Tule na desni so pa spet te faze življenjskega cikla stavbe in katere emisije se pojavljajo v kateri fazi. Kako določamo ta kazalnik, tule v zgornji vrstici je navedeno, da ga izražimo kot enoletno povprečje za 50-letno referenčno obdobje študije. Podrobnosti si boste prebrali, če vas bo zanimalo. V praksi seveda zaenkrat lahko uporabimo malce poenostavljeno oziroma nepopolno določitev. In sicer imamo dve opciji, ki ste torej tudi navedeni. Prva je tale, torej, da obravnavamo fazo proizvodnje, del faze uporabe, kjer je zraven seveda tudi ta operativni del emisij. Druga, malo kompleksnejša možnost, je pa faza proizvodnje, del faze konca življenjskega cikla, operativne emisije in pa tisti bonus oziroma presežek v življenjskem ciklu, ko lahko določimo tudi določene koristi preko sistemskih meja, se pravi ponovna uporaba, recikliranje, obnova, tisto, kar pravzaprav v končni fazi želimo doseči tudi pri stavljenem fondu. Kako se to podrobno zračuna, če bi koga zanimalo, najdete gradiva na spletni strani kazalniki trajnostne gradnje.si, tudi video usposabljanje tam in tako naprej. Za zaključek bi samo rekel, da ta kazalnik, torej ogljični odtis oziroma emisije toplogrednih plinov ali potencial globalnega segrevanja, vsakeč govorimo o isti stvari, zajema 3 podkazalnike. Eno je fosilni, torej emisije toplogrednih plinov kot posledica uporabe fosilnih goriv ali snovi, potem imamo biogeni in pa še na koncu zelo pomemben v zadnjem času kazalnik, ki izhaja iz rabe zemljišč in spremembe rabe zemljišč. To je ta LULUCF, Land Use Change and Forestry. Torej emisije CO2, ki so posledica spremenjene rabe zemljišča, torej ne gledamo spet samo stavbe kot take, ampak tudi njen vpliv na okolico in njeno vlogo na določeni lokaciji. Toliko na hitro, hvala lepa in še enkrat ljudno vabljeni k prebiranju članka.